Italo Calvino italijanske pravljice. Marec in pastir. Nekoč je živel pastir in imel je več ovac in ovnov, kot je zrn peska na morski obali. Pri vsem tem ga je zmeraj skrbelo in se je bal, da bi mu kakšna žival poginila. Zima je bila dolga in pastir je nenehno milo prosil mesece. December, bodi mi naklonjen. Januar, ne ubijaj mi živali z mrazom. Februar, če boš dober z mano, te bom vedno častil. Meseci so poslušali pastirjeve prošnje in ker so dovzetni za čaščenje, so jih zmeraj uslišali. Niso poslali ne dežja, ne toče, niti bolezni drobnici, tako da so se ovce in ovni lahko vsako zimo pasli in se niso niti prehladili. Tudi marec, mesec z najtežavnejšim značajem, se je gladko iztekel. Prišel je zadnji dan v mesecu in pastir se že ni več ničesar bal. Zdaj bo prišel april, pomlad in čreda bo rešena. Nič več ni lepo prosil, temveč se je začel krohotati in norčevati. O, marec, marec, ti, ki si strah in trepet čred, koga še lahko prestrašiš? Jagenjčke? Ha, marec, jaz se ne bojim več. Prišla je pomlad, ne moreš mi več hudega, ti ušivi nič vredni marec, lahko se pobereš v 3 krasne. Ko je marec slišal, kako si nehvaležnež drzne govoriti z njim, se mu je stemnilo pred očmi. Razjarjen je stekel v hišo brata Aprila in mu rekel: April, naj si brat tvoj zaželi, da posodiš mu 3 svoje dni, ker pastirčka bom kaznoval, kot je živ, se tokrat bo kesal. April je imel brata rad in mu je posodil 3 dneve. Marec je najprej odirjal okoli sveta, zbral vetrove, viharje in šibe božje, kar jih je našel naokrog, in vse skupaj stresel na pastirjevo čredo. Prvi dan so poginili ovni in ovce, ki niso bili prav krepki. Drugi dan so prišli na vrsto jagenjčki. Tretji dan od vse črede ni ostala živa nobena žival več. In pastirju so ostale samo oči in iz njih so mu tekle solze.